Tomo Virk je literarni zgodovinar in teoretik, esejist, prevajalec in profesor na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Ljubljanske filozofske fakultete. Za svoje delo je prejel številne nagrade, med drugim nagrado Marjana Rožanca za zbirko esejev Ujetniki bolečine, nagrado Zlata ptica za knjigo Bela dama v labirintu, idejni svet Borgesa, zlati znak ZRC SAZU za delo Strah pred naivnostjo, poetika postmodernistične proze. Lani pa je prejel Ucvirkovo priznanje za monografijo Etični obrat v literarni vedi. Prav tako lani je šla še ena njegova monografija, ki nosi naslov Pod Prešernovo glavo in podnaslov Slovenska literatura in družbene spremembe, nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja. Danes pa se bo pogovarjala, Tomo, o tvoji najnovejši knjigi Literatura in etika, ki je letos izšla pri založbi Lud literatura in je tesno povezana s knjigo, za katero si prejel Ucvirkovo priznanje, torej z etičnim obratom v literarni vedi. V tej knjigi si slovenski javnosti predstavil ta fenomen, etični obrat, etično kritištvo, njegov razvoj in njegove najslavnejše predstavnike. Obenem pa si že takrat napovedal novo knjigo, knjigo, ki je zdaj pred nama, kjer se na nek način pomikaš od teoretskega soočenja z etičnim obratom k neki, lahko rečemo, etično-kritiški praksi, ki pa se na tradicijo tako imenovanega etičnega obrata, ki se jo prej teoretsko obravnaval, močno opira in se vanjo tudi na svojevrsten način opisuje. Kako torej zdaj, ko je ta knjiga tu, vidiš razmerje med tema dvema deloma in kakšno razmerje med tvojim kritiškim pristopom v literaturi in etiki in pa glavnimi pristopi, ki si jih obravnaval v etičnem obratu? Ja, hvala lepa za tole predstavitev in za vprašanje. Ja, v osnovi razmerje med knjigama teorija in potem neke vrste pač aplikacija, ne? Ampak zgodovina nastanka tega dvojca, če tako rečem, je pač takšna, da moja želja je bila raziskati etični potencial literature. To je nekaj, kar pri literaturi čutim in občudujem že odkar se ukvarjam z literaturo, to že kakšne 40 letja. In zdaj se mi je zdelo, da sem mogoče dozorel za to temo. Ne? Mogoče zaradi poklicne deformacije ali pa tudi zaradi nekega etičnega kodeksa, ki jo meni sem pa menil, da moram najprej preštudirati čim več relevantnega, kar so drugi napisali že v tej temi, teoretičnega. Ne? Moj cilj ni bil napisati teoretično knjigo, ampak potem, ko sem preštudiral teorijo tako imenovanega etičnega kritištva, se mi je prvič nabralo veliko gradiva, drugič se mi je pa zazdelo, da je potreben kritičen premislek vseh teh teorij, da je potrebna nekakšna kritika vseh teh teorij in tako nastala prva knjiga. Ne. Pravzaprav načrtoval sem tole drugo, ne. Ampak najprej je nastala ta teoretična. Tej drugi sem pa potem seveda lahko uporabil. Tej drugi praktično ni teorije. Ne. Ni teorije, skoraj ni opomb, ni sklicevanje na teoretične vere. Kljub temu sem pa pri študiju teorije dobil precej znanja, precej te širine in se potem brez teh sklicov, brez izrecnega opiranja na literaturo, s to zalogo znanja, ki sem ga dobil, lotil tega, kar me najbolj zanima. Ne. Bolj ali manj, skoraj v celoti, čeprav daj se nekoga tudi sklicujem, ampak skoraj v celoti poskuša z nekakšno imanentno analizo pokazati na etični potencial literature v najrazličnejših legah. Ne. Ta etični potencial se ne skriva samo na en način. Literatura ni pomembna z gledišča etike samo z enega zornega kota, ampak z vrste različnih zornih kotov in skušal sem jih čim več, na nek način čim bolj nazorno
demonstrirati. To knjigo sestavlja 10 poglavij, 10 tematskih sklopov in v času, ki ga ima na voljo, seveda ne bomo mogla obravnavati vseh, niti ne večine, ampak vseeno ni bilo težko zbrati pisatelja, ki mu je vredno dati prednost med obravnavanimi avtorji. Gre za Dostojevskega. Namreč to je edini avtor, ki ga podrobno obravnavaš v 2 sklopih. Obenem pa, kot si povedal v enem od pogovorov ob izidu te knjige, je prav branje Dostojevskega pomembno zaznamovalo in spodbudilo tvoje zanimanje za etična vprašanja v literaturi. Ključna izhodiščna teza tvoje knjige, ki so sicer osnoval že v etičnem obratu, je, da ima literatura neko posebno moč pri posredovanju in tematizaciji etičnih vprašanj, še zlasti v primerjavi s teoretskim pisanjem. Dostojevski je seveda izvrsten poligon za dokazovanje te teze, no, ampak če smo malo bolj konkretna, kako se ta prednost literature pri soočanju z etičnimi vprašanji kaže na primer pri tematizaciji vesti, ki je eno od poglavij tvoje knjige, kjer Dostojevskega obravnavaš skupaj s Pojem, Nietzschejem in Camusom. Najbrž vsa etična vprašanja, tudi vprašanje vesti, se mi zdi, da je to nekaj zelo kompleksnega, nekaj, kar je, kot je za področje etike, kot v bistvu praktično filozofijo gotovo že Aristotel, kar je na nek način odvisno od konteksta, od okoliščin. In zato nek strog teoretičen diskurs, tudi filozofski, ki stremi gotovo k neki jasni, enoumni definiciji. Nima niti interesa, niti ni pravo orodje za zajetje te kompleksnosti. Filozofski pa teoretični diskurs ima ta drugačno nalogo, ki je literatura nikakor ne more izpolniti. Prav za področje etičnih vprašanj, konkretnih etičnih tem, recimo, se zdi pa literatura bolj primerna ravno zato, ker je zmožna orisati vse te različne kompleksne kontekste. In te konteksti, na ta način se v literaturi lahko pokaže, da je na primer neka etična maksima, na kateri temelji določena filozofija, da je to kompleksna reč. V enem kontekstu velja ta maksima, lahko v drugem pa ne. Lahko neka teorija Kant lepo pokaže, zakaj je nujno neka etična norma, kategorični imperativ, da moramo govoriti resnico, da je pravilno govoriti resnico, ker če to ni neka izhodiščna etična, ne samo etična norma nasploh, potem pravzaprav nobene izjavi ne moramo zaupati. Predpostavljamo govorjenje resnice, to je pravzaprav nek način zunaj debate, ampak iz tega potem izpeljati neko etično normo kot zakon, vedno moraš govoriti samo resnico, je pa neživljenjsko, čeprav je teoretično pravilno, tudi moralno se lahko s tem strinjamo, ampak nastajajo v življenju vedno nepredvidljive situacije, kjer se izkaže, da je veliko bolj dobro, veliko bolj dobrosrčno, veliko bolj pravično, po svoje pa tudi veliko bolj pametno, v vsakem primeru veliko bolj etično, ne povedati resnice. Jaz v knjigi navedem nekaj primerov, ampak tukaj zdaj odgovarjam vprašanje, kakšno drugačno orodje ima literatura kot filozofija, ker literatura pa postal nek svet, ki je nekakšno posnemanje realnega sveta in tukaj so zajete vse okoliščine in nam pokaže zadevo vse njeni kompleksnosti. Ne izreče teze, trdne teze, ampak pokaže, kako so zadeve kompleksne in mi to razumemo. In recimo iz branja literature razumemo, v takem primeru je edino etično govoriti resnico, ali pa v takem primeru je pa bolj etično ne govoriti resnice, če ostanem pri tem preprostem primeru. So tudi veliko bolj kompleksni, pa mogoče tudi bolj prepričljivi. No, recimo, če poskušamo demonstrirati za
tiste gledalce, ki še niso brali te knjige, kaj je mogoče kakšen konkreten primer od teh literarnih, ki jih obravnavaš v tej knjigi, kjer je to še posebej očitno, ta prednost pri soočenju z nekim etičnim problemom, prednost pred, recimo, ne vem, filozofsko etiko, recimo, ne. Kaj so tisti, kaj recimo je, meni osebno se zdi, recimo, gotovo Dostojevski je eno od teh, ne, eno od teh velikih imen, kjer je to zelo očitno, so pa seveda še v tej knjigi številna druga. Ja, kot rečeno, jaz tukaj iz različnih zornih kotov ta etični vidik predstavljam. Ne osredotočam se zmeri prav na to, ne, ampak recimo prej je bila omenjena vest, ne. Jaz obravnavam več različnih literarnih del in vsako vprašanje vesti se mi zdi precej prepričljivo predstavi, ne, kot bralci razumemo to situacijo in se vsaj med branjem lahko na nek način z njo identificiramo, ne, in spoznamo njeno upravičenost, ne. Ampak neke skupne resnice, ki bi jo literatura izrekala o vesti, pa pravzaprav ni, ne, če beremo Dostojevskega. Potem vidimo, da vest je v človeku, vest uravnava življenje in to, kar naredi vest, ki upominja tudi tistega, ki jo zanika, ne, to je pravzaprav na nek način garant za možno skupno življenje, ne. Kakšni drugi avtorji, delno že Camus, ali pa na primer tudi Ellis, pa prikazujejo takšen modern svet brez vesti, kjer je to na nek način samoumevno dejstvo in mi tudi poznamo ta svet, tudi ko gledamo okoli sebe, prepoznavamo segmente tega našega življenja, ki ga vodijo dejanja brez vesti, če tako rečem, in spoznavamo realnost od tega, ne, take situacije. Mislim pa, torej literatura ne izreče tukaj jasne sodbe o vesti, ampak zdaj, ko smo že pri vesti, vsaj primeri, ki sem jih sam izbral nazadnje v kontekst vesti, sodi tudi poglavje o Šlinkovem bralcu, čeprav govori tudi o drugih stvareh, se mi zdi, ne. Mislim, da je ta knjiga vsaj za sodobnega bralca pa vseeno pokaže, da je vest zelo pomemben instrument za sobivanje ljudi med seboj, ne. Ker zdaj, če beremo o Nietzscheja, je vest pač, to so neke navade, ki smo jih ponotranjali, ne. Ta misel zelo prepričljiva in je vplivala na goro najpomembnejših, res najpomembnejših filozofov 20. stoletja in tudi začetka 21. stoletja, ne. In iz teh filozofij raste potem nov odnos do vesti, ne, ki skuša preseči tega tradicionalnega, ki ima neke slabosti tudi ta koncept vesti in Nietzsche to zelo dobro detektira, ne. Ampak tukaj imamo potem neko realno zgodbo, ki je prikazana z neko veliko literarno močjo, da jo podoživimo, ne, in občutimo tudi ta problem vesti, ne. In tukaj ne z neko tezo, ne, ampak z nekim nazornim prikazom, s tem, da v nas zbudi ne samo sočutja, ne, ampak da dejansko začutimo nek konkreten kontekst, mislim, da nam vseeno daje neko sporočilo o vesti, ne. Ne na način teze, ne, ampak preprosto nam demonstrira, kako je vendarle, čeprav je ta koncept lahko problematičen, čeprav se lahko sprašujemo, kaj pa je vest, ne, filozofska debata lahko poteka o tem, ali je to človeku na nek način urojeno, ne, je to neka njegova strukturna lastnost, ali je to kulturno pridobljeno, ne. To se mi zdi na nek način, to se pri Šlinku pokaže, ne, to na nek način sekundarno, bolj pomembno je, da pokaže, da, če zdaj pretiravam, ne, da ta svet ne bi bil preprosti vreden, če ne bi obstajali tudi pokončni ljudje, ki sledijo glasu vesti kot
nečemu absolutnemu. Ne glede na to, da se lahko strinjamo, da seveda vest dejansko tvorijo neke vrednote, ki se jih pridobimo, ki se jih priučimo, ne? Ampak kljub temu se oglaša z neko absolutno avtoriteto in nas kdo je zelo etičen in se mu ta vest oglaša z neko absolutno avtoriteto, ta ne bo popustil po nobenim, ne notranjim, ne zunanjim pritiski, ne bo popustil niti pred nekim egoizmom, nekimi lastnimi sebičnimi interesi, niti ne bo popustil pred nekim hudim nasiljem, kakršen recimo pri Šlinku je primer pač nacistično nasilje. Ne? In tukaj se vendarle, čeprav literatura tega ne more postaviti na način teze in čeprav vest lahko različno obravnava, lahko tudi poničejansko, ne, sem pač sam izbral take primere, ki upam dovolj prepričljivo pokažejo vendarle tudi moje stališče, no. Da je vest vendarle nekako pomembna. Ne. Še eno vprašanje, pri katerem lahko prepoznamo zanimivo kontinuiteto z etičnim obratom, je vprašanje politične korektnosti. Tudi tega fenomena si se sicer precej bežno, ampak vseeno tudi ostro, kritično že dotaknil v etičnem obratu. V literaturi in etiki pa tvoj pogled na ta fenomen ni nič manj kritičen. Zapišeš, da gre za hinavsko prakso, ki se je rodila v akademskem okolju visoke zahodne teorije, najprej despotsko osvojila univerzitetno sfero, nato pa prodrla tudi v javni politični in publicistični diskurs, pri čemer opozarjaš predvsem na tiste vidike politične korektnosti, ki zdrsnejo že na nivo, kot praviš, inkvizicijskega lova na čarovnice. Paradoksalno pa je po tvojem mnenju temu fenomenu, ki je, torej, kot zapišeš, nastal v teoretskih krogih, na abstraktnem polju teorije zelo težko parirati. Kako in zakaj je vrhunska literatura, ti se tu osredotočiš na sloviti roman Philippa Rotha Človeški madež, uspešnejša ali pa prodornejša pri soočanju s fenomenom politične korektnosti? Zdaj vam odgovarjam drugače kot tendenčno, zato ker prikaže stvari takšne, kot so. Ampak to pomeni, kot jih jaz vidim, da so. Ne? Zato je ta moja izjava pravzaprav tendenčna. Ne? Ampak v tem Rothovem romanu je toliko realnosti, ki lahko prepoznamo tudi okoli sebe, prav faktografske. Toliko takih zgodb smo že slišali in opazujemo okoli sebe. In Roth zna dobro pokazati, kako so neke te drže, ki jim rečemo politično korektne, kako so pravzaprav absurdne in groteskne. Ne samo, da je to napačno stališče, ampak kako absurdno, groteskno. On še zaostri to situacijo zato, da to pride bolj do izraza. Zakaj sem pa sam na to v obeh knjigah opozoril? Zato, ker ta zdaj politična korektnost danes po tem izrazu niti ne več tako zelo v modi, ne, kot je bila pred časom, ampak pravzaprav isti odnos, isti način mišljenja pa še vedno obstaja, mogoče samo pod drugimi izrazi. Zdaj, če skušam na hitro zimprovizirati, kaj me tukaj tako zelo modi, kaj me je motiviralo, da sem se te neprijetne teme dotaknil, tudi zame osebno neprijetne. Zato, ker recimo temu politična korektnost, ne, ampak gre pa za neke, ponavadi gre za neke abstraktne, splošne parole, ki jim samim na sebi pravzaprav ne moš oporekati, ker popolnoma držijo, ne. Ampak te parole so potem uporabljene v napačnem kontekstu, ne. In meni se zdi grozljivo, ko gledam, bom kar tvegal, ne, ali pa ko poslušam, kako resni ljudje, grozljivo mi je zaradi študentov, ki so mladi, ki nimajo
teh izkušenj ne bi lahko presojali, ko resni ljudje, tudi resni teoretiki, naprimer prisojajo ali pa označujejo kot fašiste ali pa naciste kakšne minorne ali pa manj minorne politike, ki so jim neljubi, ne? Ki delajo stvari, ki tudi meni niso ljube, ki se mi obrača od tega, lahko tudi bruham, ampak kaj je bil fašizem pa nacizem zgodovinsko, kaj je on počel, ne? To se mi zdi, da razvrednoti, ali pa, ko se govori o genocidu, pri strašnih stvareh, ki pa vendarle niso primerljive s recimo holokaustom in z realnimi genocidi, ki so se dogajali, ne. In recimo ta jezik politične korektnosti pogosto uporablja takšne kvalifikatorje, ki so po mojem mnenju škodljivi zato, ker znižajo realno grozo teh stvari, ki jih skušajo označevati, ne, realno grozo nacizma in fašizma, ne. Nacizem in fašizem sta bila veliko hujša od vsakega politika, ali slovenskega ali pa tujega, ki ga zmerjamo s tem izrazom, ne. In če se navadimo takole uporabljati, ali pa za mojega soseda, da mu govorim tisti fašist, ne, potem se počasi izgubi mera za ta nezaslišan zločin, ki se ga pomenila recimo nacizem in fašizem. In to se mi zdi pravzaprav zelo slabo, ker potem smo pa res v nevarnosti, da se bo spet ponovil nekaj zelo hudega, česar pa ne bomo prepoznali, zato ker smo ta označevalc namenili nekim drugim označencem, ki imajo s tem mogoče neke tipološke sorodnosti, dejansko so pa daleč od tega, ne. In zdi se mi, da politična korektnost pogosto počne nekaj podobnega, ne. Operira z nekimi gesli, z nekimi načeli, ki so popolnoma pravilna sama na sebi, ne, ampak jih aplicira na napačne primere, ne. Na napačne primere, zelo pretirano na napačne primere, ne. S tem jemlje tem pravilnim vrednotam ali pa nazorom, se mi zdi, dejansko vrednost in težo, ne. In Rotorman to, mislim, da krasno demonstrira, ne. Morda še za zaključek, zdaj, kot so povedali na začetku, se je pravzaprav ta projekt porodil iz osnovanju etičnega obrata, kjer, torej te monografije, kjer se je na nek način, po tem, ko si že začel to osnovati in pisati, razdelila snov, ne, na teoretski del in na, rečemo temu, nek praktični oziroma tvoj osebni, ta interpretativni pristop, ki si ga potem strnil v tem delu. Ko si govoril o tej knjigi, ne, se je zdelo, da na nek način jo razumeš skoraj kot nek epilog temu tvojemu večletnemu ukvarjanju z etičnim kritištvom. Je zdaj, ko je knjiga končana, dejansko se ti to potrdilo, ali pa je mogoče pri snovanju in pisanju te knjige prišlo do kakšnega podobnega presenečenja in je to drevo pognalo še kakšno novo vejo, se morda obeta še kakšen nov projekt tvoj na tem področju? Ne vem, dejansko zaenkrat ne načrtujem, ne. Vidim pa seveda možnosti, da bi to nadaljeval, ne. Na nek način tudi je neka želja, ne vem pa, če bo to uspelo, ne. Je še polno bolj aktualnih, zelo aktualnih etičnih problemov, ki so izjemno kompleksni, pa tudi občutljivi, ne, podobno kot politična korektnost, ali pa še mnogo bolj, ne, ki bi jih na nek način rad tehtno obravnaval, ne. Zdaj, ta knjiga Literatura in etika je delno tudi pedagoške narave, ne, delno je nastala iz dela mojih predavanj na to temo. Moram se zahvaliti tudi študentom, s katerimi sem v živahni diskusiji in smo marsikaj skupaj razčistili in mojo lastno misel razčistili in razvili. Imam tudi povratne informacije. Se mi zdi, da vse to je to knjigo zboljšalo, ne, ampak vendarle podam tukaj nek, po eni strani
delno zgodovinski predlek, na drugi strani pa različne načine, kako je ta etična problematika lahko navzoča v literaturi, ker je na razne načine. Ne. Dotaknem se pa seveda vseh, tudi ne mogoče nekaterih aktualnih perečih tem. Ne. In mogoče, da bi to lahko bil nov projekt. Ne. Druga stvar, ki me pa tudi zanima, je pa, da bi to problematiko etično obdelal v slovenski literaturi. Malo sem že razmišljal o tem, ampak zanimivo, ne samo moj razmislek, ampak malo sem tudi pri kolegih povprašal. Pravzaprav se bojim, da bo v slovenski literaturi mogoče težje najti res kvalitetna dela s tako izrazito etično problematiko, kot jih recimo obravnavamo v tej knjigi. Ne. In to čutim kot neki izziv, ne, dolgoročni, in dejansko bi bilo vse, če bi mi uspeli narediti nekaj podobnega tudi za slovensko literaturo. Nisem pa prepričan, da mi bo uspelo. Tomo, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi tebi.